Kava s Červekom. Lepo pozdravljeni vsi skupaj na tele prvi kavi s Červekom danes. Jaz upam, da boste uživali tudi seveda z mojimi gosti in z mojim današnjim gostom. Jaz z veseljem lahko napovem, da je to človek, ki ga poznamo stari in mladi, starejši morda malce iz tistih njegovih časov v košarki, mlajši, ko spremlja košarko za nas in ga seveda radi poslušamo. Tudi prvi kapetan slovenske reprezentance košarkarske nasploh in res glas, ki ga prepoznamo, tudi če ne vidimo Stasa. Peter Vilfan, dobro jutro. Dobro jutro tebi in dobro jutro seveda vsem vašim poslušalkam in poslušalcem. Imamo zmeri prvo vprašanje za gosta in sicer, kakšna je pa tvoja jutranja rutina, glede to, da smo še malo zgodaj? Moja jutranja rutina je pravzaprav po svoje zelo zanimiva. Ne? Ena stvar je stalnica. Jaz nikoli ne zajtrkujem. To je nekaj, kar ni zdravo, kar seveda ne priporočajo, ne zdravniki, ne drugi, ampak v glavnem ne zajtrkujem. Zjutraj se zbudim, potrebujem kakšnih 10-15 minut čisto zase, da sem tiho, da sem sam, to ve tudi moja žena, tako da sva oba vsak nekje na svoji strani tistih prvih 10-15 minut in potem seveda zadeve stečejo. Ok, brez zajtrka, kaj pa kavica? Kavico pijem kapučino, oziroma tako bom rekel, v zadnjih mesec nisem dal kavo na minimum, imel sem neke majhne težave z želodcem, pa malo se mi je pritisk, ne preveč, ampak zdelo se mi je, da se mi je malo dvignil, pa sem rekel, da bom kavo dal za nekaj časa na stran, ampak danes se bom pregrešil. Se boš pregrešil? No, to je lepo slišati, kaj te mi imamo tlele prav posebej, en super aparatek, DeLonghi Dynamica Plus, jaz sem prej si kavico zase že naredil in je odlična. In kaj si rekel, da boš kapučino? Kapučino. Poga bomo pa tlele preštimali. To je ful taka stvarca, da sam klikneš, evo, in se začne delati, nastavimo. No, če bi imel to doma, mogoče bi pa tudi jaz kak kapučino doma spil, ne potem v kakšnem lokalu. Nimaš nobenega kakšnega kavomata? Ne, kavomata nimava. Moja žena pije tisto pravo turško kavo, tisto jaz pravim tako gosto, da bi lahko žlica not stala, jaz če bi spil skodelico tiste kave, mi je slabo zjutraj, tako da je ne pijem. Kako ti pa to, ker si sam načel, deluje recimo na telo, da nimaš zajtrka? Ker zdaj se tudi sam jaz tega poslužujem že par mesecev in se počutim odlično recimo. Jaz se počutim dobro. Jaz, ko sem imel lansko leto neke zdravstvene težave, sem tudi zajtrkoval, ker pač včasih, če si recimo na zdravljenju, pa imaš zdravila in to je dobro. Ampak v principu meni to deluje zelo dobro. Jaz dolga leta, jaz bi rekel 15-20 let, pravzaprav čez dan nisem skoraj da nič jedel. Jaz sem jedel v glavnem zvečer. Pa to je nekaj, kar mi je ostalo še od igranja. Ko imaš zvečer trening, pa prideš domov, pa rabiš še 1 uro, da prideš k sebi, potem postaneš lačen, pa ješ tam o 10:30, 11 zvečer. No, zanimivo. Zdaj le bova počas prišla seveda na košarko. To je tvoje znanje na splošno in moram začeti čisto na začetku. Kako si prišel do košarke, do treniranja? Kako se je to začelo? Začelo se je, kako bi rekel, tako kot se začnejo mnoge stvari, bolj ali manj slučajno. No, jaz sem s svojim bratrancem, pa z enim prijateljem, se sta oba kar poznana. Moj bratranec je Milan Predan, on je bil včasih glavni odgovorni urednik časopisa Večer, zdaj je veleposlanik v Skopju, pa Bojan Budja, ki ga poznamo kot glavnega odgovornega urednika Dela pa Slovenskih novic. Mi smo bili prijatelji iz otroštva, igrali košarko na igrišču 2. gimnazije v Mariboru. Jaz sem bil vedno rezerva, ne? To je bilo vedno zanimivo. Ne? Ko nas je bilo 7, pa se je igralo 3-3, hvala za kavico, oziroma kapučino. Ko se je igralo 3-3, sem jaz bil rezerva. Ko nas je bilo 5, sem spet jaz bil v rezervi, ampak potem so me le spustili zraven. Ne? In je tam en trener iz Maribora, on je še danes živ, je že čez 90 let star. Jaz sem odigral eno super tekmo, zadeval tiste proste mete, ena taka igra je bila in on me je povabil na trening. Pa nisem želel iti, sem si izmišljeval, da nimam kratkih hlačk, da nimam pravih copat, da nimam tega, da nimam onega. Pa je prišel nazaj čez 20 minut, pa je imel zraven kratke hlače in še ene copate. Ne? In potem enostavno nisem mogel reči ne, sem šel na trening in od takrat je to. In pol zaljubljen do konca. Po tistem prvem treningu vem, da sem šel peš domov, okrog 10:30, trening je bil 8:30 zvečer, da sem bil ko zasanjan, ne, ker hodil sem, toliko, da nisem šel mimo hiše, kjer smo stanovali, in od takrat naprej sem dejansko razmišljal o košarki in košarka je dejansko postala moje življenje. Pa se jo kdaj naveličaš?
Nikoli. Nikoli. V nobeni obliki se ne naveličam. Sicer igram ne več, zato ker sem zamenjal oba kolka. Aha. In jaz lahko vse delam, tečem, skačem, vozim bicikl, smučam, ampak košarka je dokaj nevarna, še posebej v teh mojih letih, ne, ko glava razmišlja na en način, telo pa reagira malo na drugačen način. Bil si seveda tudi, kar sem že omenil v samem začetku, tudi prvi kapetan slovenske reprezentance in če se ne motim, si rekel, to te bo seveda zavedno spremljalo in je en poseben občutek, ne? Definitivno. To so bili neki posebni časi. Ne. Najprej seveda sama ta osamosvojitev, to dejstvo, da smo dobili pač svojo samostojno državo in potem seveda se je začelo dogajati tudi v športnem področju, ne. Za mene seveda v košarki. To, da sem jaz bil prvi kapetan slovenske reprezentance, jaz to dajem ob bok vsem svojim dosežkom v svoji karieri. Ne. Jaz vedno se pohvalim s tem, da sem bil svetovni prvak, da sem osvajal medalje tudi na evropskih prvenstvih, potem pa takoj povem, da sem bil tudi prvi kapetan slovenske reprezentance. Pa si takrat to vedel, da nosi tako težo? Ker mlad človek je mal... Dobro, jaz nisem več bil tako mlad takrat, ne? Okay. Sem že imel za sabo kar leta in leta igranja, ampak ja, zavedal sem se. Sem se zavedal tega, iskreno povedano, tudi želel sem si, da bi bil kapetan. Upal sem, da bom. Sej pravzaprav v tistem trenutku ni bilo drugega, ki bi ga po neki logiki ali pa kakršnikoli logiki lahko postavili za kapetana in silno sem bil takrat ponosen. In sem še vedno. In zavedno zapisan v zgodovino. Tako ne glede na vse. Tako, to je nekaj, kar se ne da izbrisati. No ja, vse vemo, ne, marsikaj se da ali pa poskuša izbrisati, ampak tega ni še nihče. Tega se noben ne bo lotil. Tako. Dvakrat si igral tudi proti slovitemu Michaelu Jordanu in vemo, da on velja za marsikoga za najboljšega košarkarja nasploh. A misliš, da ga lahko naslednji najboljši, LeBron James, da ga preseže, ali ga je po tvojem mnenju morda že kako? Ne. Ni šans. Ne. Jaz sem absolutno na strani Michaela Jordana. Jaz sem ga spremljal skozi celotno njegovo kariero. Tako kot si povedal, dvakrat sem igral proti njemu, ko je bil še na univerzi North Carolina, enkrat v Chapel Hillu, torej tam pri njemu, drugič v Zadru, kajti igral je tudi v tisti bivši Jugoslaviji. Bil je z eno tako mlajšo ameriško selekcijo na gostovanju, potem se pa prenašal tudi ligo NBA, ogromno tekel Chicago Bullsov in to, kar je počel Jordan, to, kar je Jordan znal, kar je zmogel, tega ne more, jaz mislim, da nihče presežiti. Oziroma, ne bom rekel nihče, vedno se najde kdo, ki je lahko boljši. Ampak spoštujem LeBrona Jamesa, super je, velik igralec je, ampak v primerjavi z Jordanom, kar se mene tiče, seveda ga ne more preseči. Tole nedeljsko jutro je z nami Peter Vilfan, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Govorila se torej, se pravi, o Michaelu Jordanu tudi že in dvakrat si proti njemu igral. Imaš pa eno zelo zanimivo zgodbo iz te druge tekme, če se ne motim, kar se tiče slikanja. To je pa res zanimiva zgodba. Ja, takrat smo bili jugoslovanska reprezentanca, to je treba vedeti. Ne? Jugoslovanska reprezentanca je bila evropski prvak, svetovni prvak, olimpijski prvak. Ne? Mi smo bili takrat, jaz sem 10 let igral za to reprezentanco, mi smo bili številka 1 pravzaprav v svetu. Dobro, na eni strani je bila Amerika, na drugi strani so bile vse ostale ekipe. No in igrali smo ravno v tem Chapel Hillu. Po koncu tekme sem bil takole na sredini igrišča, mi smo zgubili to tekmo po podaljšku, pa še to so nas pokradli sodniki. No. Tudi to moram povedati, ker ameriški sodniki so prave domačice, kot pravimo. Nekdo bi mislil, da ne, zelo pazijo, da ne bi seveda kdo iz drugega dela sveta preveč prišel do izraza. No, v glavnem, jaz stojim na sredini igrišča, v enem trenutku stojim z Jordanom in zdaj se pojavi tam en fotograf, ki bi naredil tole fotko. Ne. V tistem trenutku uleti na igrišče Slavnič, seveda fenomenalen, sjajen igralec, ne, in me vpraša, bom povedal kar srpsko, Štradiš, pa rekel, slikam se sa človekom, razumeš, jel te molijo? Pa ni rekel, pa šta, da je rekel, beži, boli si od njega, šta ima, neka te on moli za sliku. In tako jaz recimo nimam fotografije, da bi kazal otrokom, a veš, pa okoli z Michaelom Jordanom. Ampak boš pa ta zgodba, ki je bila tako pri srcu, tako ko sem jo slišal, sem rekel, wow, take zgodbe jih ima verjetno marsikdo, ampak tako, da je pa zraven in da nekdo reče, sej boljši kot Jordan, ta je pa perfektna. V štartu sem tudi že omenil, da starejši te prepoznajo in se spomnijo, se pravi tudi iz teh let, ko si igral še košarko. Mlajši recimo te pomnimo že od zmeraj
po glasu. Je tisto, če je košarka, mora komentirati Peter Vilfan. To je pač, nekje mora biti to zapisano. Ampak me zanima, a te mladina tudi tako obrajta, po domače rečeno, ko recimo prideš kam, pa da te prepoznajo, pa so tako, lega Peter Vilfan. Ja, zanimivo, no, je. Nekaj je meni uspelo, bom rekel, na nek način, to zadržati to prepoznavnost praktično skozi najprej svojo kariero in potem seveda še po koncu kariere. In to je že veliko let, odkar sem jaz seveda na zadnje igral. Seveda k temu je veliko pripomoglo tole komentiranje košarke, ne, na različnih televizijah. Začel sem na nacionalki, potem sem bil pa tudi na Sportklubu, pa na kanalu, pa Pop TV in tako naprej. Seveda komentiral sem vse te vrhunske dogodke, od Eurolige, Final Fourov, evropskih prvenstev, svetovnih prvenstev, olimpijskih iger, NBA ligo in tako naprej. In seveda košarka je globalni šport. Košarka je šport, ki zanima dejansko vse. Od najmlajših pa do najstarejših. Ne, na zadnje košarko lahko igra vsak. Ne, lahko tudi 70-80 let, pa lahko mečeš na koš. Ne. Tako da ja, ta prepoznavnost obstaja tudi pri teh mlajših. Seveda pa tisti starejši se pa spomnijo še marsikaj drugega, česar ti mladi ne, pa je včasih tudi dobro, da se česa ne spomnijo. Bo tudi do tega mičkem prišla v nadaljevanju, ki sem slišal eno zgodbico, ampak gremo počas, ne zdamo takoj vsega. Morda je mičkem težko vprašanje, ampak glede na to, kaj imamo zdaj Slovenci glede košarke, vemo, ne? Kam nas ta slovenska košarka lahko še popelje po tvoje? Ja, tu seveda delimo, tu sta dve stvari. Ne. Eno je seveda slovenska klubska košarka, ki je, bom rekel takole, na žalost seveda zdaj že leta in leta pravzaprav odvisna predvsem od enega kluba, to je od Olimpije, oziroma C9 Olimpije, kot se zdaj imenuje. Ostali klubi seveda dela se veliko z mladimi, to je super. Ogromno mladih se odloča za košarko, ogromno je klubov, tudi košarkarskih šol in vsega tega, ki dela s temi mladimi, in to je ena stran seveda. Druga stran je pa seveda slovenska reprezentanca. Ne? Mi imamo eno veliko srečo v košarki, ne? Da imamo Luko Dončića. Če Olimpija ne naredi rezultata, pa Luka naredi nekaj na drugi strani. Ali v Ligi NBA, vemo, kako je letos začel sezono, to je fenomenalno. Ne? Zdaj spet podira rekorde, ne? Od leta 62-63. Mislim, da Chamberlain bil edini, ki je s Chamberlainom je skupaj in še z enim. Ki je dal na 7 prvih uvodnih tekmah več kot 30 točk. Ne? In potem nas Luka na nek način rešuje. Zdaj, kar se tiče reprezentance, če bomo uspeli pridružiti te reprezentanci, oziroma zdaj upeljati ene 3-4 mlade igralce, ki jih imamo jih po celi Evropi naokoli, ki bodo lahko spremljali Luko, potem seveda nas čaka svetla prihodnost v naslednjih 10, kdo ve koliko letih z Luko, seveda tudi na reprezentančnem nivoju. Jaz sem tukaj pridel zdaj tile, bomo malo zavili v te probleme, ne, z FIBO in vse to, ne. To je pa težava, ne? To je pa ogromna težava. Torej ta FIBA, to je ena taka organizacija, jaz včasih pravim, da bi jih bilo potrebno pravzaprav vse nagnati in vse na novo postaviti. Torej te kvalifikacije recimo, zdaj se bodo začele, ne, v naslednjih dnevih za svetovno prvenstvo, to je popolnoma neregularno. Ne. Najboljši igralci v posameznih reprezentancah ne morejo igrati. Pa kje je to na svetu? Poglejmo nogomet, kako oni skrbijo za to, pa se veliko večji denar obrača, pa so veliko večji in taki in drugačni interesi v nogometu, ampak oni skrbijo za klube, skrbijo za nacionalne reprezentance. Ne. In ta FIBA, ta ULEP in zdaj NBA, to so 3 strani, ki se pravzaprav ničesar ne morejo dogovoriti. Ne. In to traja že od leta 2000 naprej in to je izjemno slabo za košarko. Peter Vilfan je danes z nami na Radiu 1 tole nedeljsko jutro ob kavici, upam, da uživate v tem pogovoru. In omenila sva se pravi sodnike. Tukaj moram vprašati, a te kdaj je zamikalo, da bi bil sodnik? Ali morda celo ne vem, da si bil? Ne, ni me zamikalo nikoli. Enkrat so me to že spraševali, ne? Tu sem bil še veliko mlajši, oziroma po koncu kariere. Ampak po koncu kariere tako ne moreš postati sodnik, ne? Ker ti moraš sodnik začeti soditi tam nekje, ko si star 16, 17, 18 let. Ampak mi aktivni, vse nobenega aktivnega igralca, še posebej vrhunskega, ni med sodniki. Ne? Ker ti ne moreš, to je res, ja. Ja, seveda, ker ti po 30, 35 letu ne moreš zdaj postati začetnik sodnik. Ne dajo te pa soditi kar neke ta prave tekme. Sam ne bi rabo biti začetnik, igralci verjetno poznajo vse pravila, komentatorji ravno tako, ne? Seveda, ampak tudi sodniška kasta je nekaj posebnega, ne? Tudi oni ne spustijo vsakega medse, ne? No, na Evropskem prvenstvu je kazalo, da imajo vsakega lahko tam. Ja, tam je kazalo, dobro, tam pa res, tam pa je izgledalo na trenutke tako, kot da so na ulici spraševali
mimoidoči, a bi sodil danes, ne vem, četrtfinale, a bi sodil polfinale, pa so ga povabili. Zelo res, ja. Res. No, to je še en dokaz te Fibine nesposobnosti. Ne. Najboljših 60, mislim, da ali morda celo 80 sodnikov ni sodilo na tem evropskem prvenstvu, ker so angažirani v Euroligi ali pač kjerkoli že drugje. Ne. Da se vrnem k tistemu, jaz sem rekel, ne, jaz ne bi mogel biti sodnik. Ne. Jaz bi v 10 minutah pol ekipe izključil na eni in na drugi strani. Je bil strog pol? Mislim, poznavajoč sebe, kakšen sem bil kot igralec, ne, sem rekel, ne, to ni zame, to ni bilo nobene možnosti. Večkrat smo se že dotaknili in se še bova seveda Luke Dončića, našega res dragulja. Ne. Kaj praviš na to njegovo obnašanje, ko pa pride do sodnikov? Jaz Luko po svoje razumem. Ne. Ko si ti tak vrhunski igralec, kot je Luka, ne? Kot so bili predtem Michael Jordan, pa LeBron James in tako naprej. Če bi šli spremljati te nekatere igralce v tistih njihovih mlajših letih, predvsem bi verjetno videli zelo podobne reakcije, kot so tudi pri Luki. Ampak Luka je še malo drugačen od ostalih. On to veliko bolj čustveno vse doživlja. On živi košarko, on ne igra samo košarke. On živi košarko, živi za košarko, on neznansko uživa. On se zaveda svojih sposobnosti, svoje kvalitete. Ne? In včasih seveda, ko narediš neko fenomenalno potezo, pa je potem seveda si zaustavljen z osebno napako, pa sodniki ne zapiskajo. Saj tu ne gre samo za to, da niso zapiskali, gre za to, da so ti pokvarili nek užitek, eno akcijo, ki bi se potem vsi spominjali. Ne? In tu je ta Lukin problem. Ampak to se bo tudi z leti seveda malo umirilo, ustalilo. Se mi zdi, da letos na začetku sezone je veliko bolj miren in takole zadržan, kot je bil v teh prejšnjih sezonah. Deluje, kada se mičken bremza, ne? Da tudi potem v evropskem prvenstvu vemo, ko se je končalo. Se mi zdi, da ima zdaj da je še bolj zrastel. No? Ja, seveda. Luka raste iz dneva v dan, bi rekel, iz tedna v teden. Luka bo rasel še par let, ne? Tako da je sploh težko zdaj napovedati, kaj vse nas še čaka v povezavi z Luko. Je pa res, da te njegovi napori proti sodnikom, dajmo reči, nikoli pa ni še prišlo do tega, da bi tudi rit pokazal nekomu. Če veš, na kaj namigujem. Ja, vem, na kaj namiguješ. To je vprašanje, ki mi ga verjel ali ne zastavljajo kamorkoli pridem. Jaz grem velikokrat tudi v Srbijo, pa gremo v Makedonijo. Zadnji moj zet je Vlado Ilijevski, košarkar, Makedonec, sicer zdaj že od 2-4 slovenske državljan, tu živi in vse. Gremo v Bosno, grem kamorkoli. Ne? In potem sem ponavadi gost na različnih radijskih postajah, televizijah in tako naprej, redno, ker se me pač še vedno vsi spominjajo. In potem teče pogovor, tako kot najin, in potem malo tišine je ponavadi takole, ne tako kot si me ti zdaj direktno vprašal. Ne? In jaz rečem, kar vprašajte. In potem mi seveda zastavijo to vprašanje. A lahko poveš zgodbo, kaj se je dogajalo? Zakaj gre? Se jo moram povedati, ne? Saj sem jo tudi v knjigi svoje autobiografiji opisal zelo natančno. Glej, tako je. Ne? Tudi takrat so bili sodniki. Seveda, bili so izvrstni sodniki, vrhunski, bili so pa tudi taki, ki jih imamo, ne? Ko smo jih imeli na evropskem. Ne? In zdaj mi igramo eno tekmo v Beogradu proti Partizanu. Mene je pokrival Boban Petrović, moj prijatelj. Nažalost je niti leto dni od tega še ni, odkar je Boban v eni prometni nesreči v Južni Afriki umrl. To me je, moram reči, kar zadelo, to je, ker sva bila res od tistih mladih ni naprej prijatelja. No, Boban Petrović je igralec visok 207 cm. Ja. Zakaj me je pokrival on? Zato, ker na prejšnji tekmi v Velenju smo igrali, takrat Olimpija Partizan, to je bil play-off, ker smo bili kaznovani, ker je nekdo od gledalcev vrgel nekaj na igrišče v Tivoliju. No in me nihče od njihovih branilcev ni mogel pokriti. In dal sem jim, mislim, da 44 ali 45 točk in potem v Beogradu so se odločili, da bo to Boban. In v glavnem, da ne bom predolg, Boban me pokriva, zdaj mi dva igrava. V enem trenutku sem jaz v napadu in meni ne vem, odkot pride v glavo ideja in jaz ga vprašam, sredi tekme, Boban, če ti podam, a boš mi dal nazaj žogo? Pravi, bom, ne, jaz sem rekel, ne bo, ne, nisem, ne. In sem ga še enkrat, in ko sem ga tretjič vprašal, v napadu smo bili Olimpija, jaz ga vprašam, Boban, a boš mi vrnil? On pravi, bom, pa mu jaz pravim, Jelene ti tvoje. Jelena je njegova hčerka, ki se je rodila, ko sem jaz igral v Beogradu. In on pravi, pa seveda, Jelena mi moje. In jaz mu dam žogo. In zdaj Boban dobi žogo. V tistem trenutku so vsi Olimpijini moji soigravci 4 stekli nazaj v obrambo, njegovi 4 soigravci v napad, Boban pa meni vrne žogo. In zdaj sva bila v enem trenutku popolnoma sama na tisti polovici in sodniki, ki niso vedeli sploh, kaj se dogaja. Vem, da je na televiziji tudi komentator menda rekel, pa ljudi, šta se ovo dešava, nihče ni vedel, kaj se dogaja. In sodniki piskajo prekinitev. In potem tam se pogovarjajo na zapisnikarski mizi, kaj narediti, kaj ne narediti in tako naprej. V glavnem obrnejo se in nama dajo obema tehnično napako. Zdaj jaz pravim, čakaj, zakaj pa tehnična?
Sem rekel, se nismo nič narobe naredili, se ne piše v pravilih, da se to ni vojna, rekel, se jaz smo lahko dam žogo. Ne? In potem so spet malo se pogovarjali in je prišel nazaj in rekel, to je omalovažavanje play-offa. Ne? In potem sem jaz naredil tisto, kar sem naredil, ne? In sem rekel, pa onda ovako, ako me več pa 3 pikice, onda me i na... Pa sem slekel hlačke, ampak zdaj, kaj je bistvo? Jaz sem spodaj pod temi igralnimi hlačkami imel tisti slip veliki, pa ko se ti osnojiš in to se dejansko ne vidi. Na nobeni fotografiji vse so ti izgledalo, kot sem jaz dejansko pokazal na gori. Pa sem povedal, no. A ti je žal morda tega momenta? Ne, meni ni ničesar žal, kar sem naredil v življenju. Zdaj bom povedal tudi zakaj. Zato, ker za vse, kar sem naredil, sem tudi odgovarjal. Sem tudi prevzel odgovornost, sem tudi nasankal, da tako rečem, sem dobil po ušesih, kot jaz pravim, za vsako svojo neumnost. Ampak tako je tudi prav. Ne? Da bi pa rekel, da mi je žal, kaj mi bo žal? Meni mnogi pravijo, da če bi jaz igral v današnjih časih, bi bil še bolj popularen, bi bil verjetno še bolj plačan kot mnogi drugi, ravno zaradi teh svojih takih potez, zaradi cirkusa šova, ki se ga jaz vedno malo dodajal tudi v igri. Ja, to se enkrat prav se spomnim, ravno tako en intervjuju rekel, da ravno to, kar si omenil, da je treba zmeraj dati neki še navijačem, ki pridejo tja, če to pomeni, da ima šanso zabiti, pejdi zabijati. Točno tako, moje razmišljanje je bilo vedno, jaz sem igral za ekipo, zase in za publiko. In tu je bilo nekje, bom rekel, enakopravno takole razdeljeno. Ne? In če jaz igram za publiko, če jaz grem v proti napad, pa veš, da bom zabil naprej, nazaj, žogo odstal, pa zabil, ker jaz sem to lahko počel. In publika je to pričakovala. Ne? Jaz sem dal igralcu žogo med nogama, ne? Če se je le dalo. Ne? To pravijo eni, to ni korektno, to ni fair, to je sramočenje nasprotnika in tako naprej. Ampak publika je ponorela. Ne? Jaz se spomnim, da sem v Tivoliju, Magnifiku, to je bil en italijanski igralec, reprezentant, tudi italijanski, dal žogo med nogama tako, da se je bil najprej skril za svoj hrbet in potem se med svojimi in njegovimi nogami podal Đurišiću, ki je bil pod košem. Tivoli je znorel. 5000 ljudi je do konca tekme norelo, čakali so me pred dvorano, ampak kaj se je meni zgodilo? Mene je takrat trener Vinko Jelovac kaznoval s 5000 markami kazni, ker sem naredil nekaj, kar pač ni ravno športno, ne? In da se to ne dela in češ to se nam lahko nekoč maščuje. Ampak Magnifico, s katerim sem se jaz po tekmi pogovarjal, ni bil nič jezen. Ne? V tistem trenutku morda, ko se je to zgodilo, ampak na koncu je rekel, ti si luđak na nek način, ampak eto, pošteno. Pač ne, dajmo nekaj narediti, ne še za gledalce. Ne. Peter Vilfan, tole nedeljsko jutro z nami na Radiu 1 na kavici, še enkrat dobro jutro. In omenil si te trike, da je treba delati tudi za navijače, da če se da zabiti, je treba zabiti, podati na atraktiven način. Tega dosti spremljamo tudi čez lužo pri Luki Dončiću. A on to isto počne, predvidevam, da ga absolutno bolj poznaš kot vsa večina, a on to počne ravno iz tega vidika za navijače, ali ima res on oči za hrbtom? Nazadnje se spomnimo ene lepših akcij že v letošnji sezoni, ko je res podal svojemu Maxiju Kleberju, če se ne motim, prav tako zadaj. On je bil tam. On je bil tam. Ja, Luka ima ta fenomenalen občutek za prostor. Ta pravi igralec, seveda, tako kot si rekel, ne, ima oči tudi od zadaj. Seveda jih nima, ampak ti, če si ta prav igra, še posebej branilec, ne, še posebej nekdo, ki ima žogo večino časa v rokah, mora imeti pogled za celo igrišče. Mora videti, kaj je levo, kaj je desno, kaj se dogaja za njim. In Luka to definitivno ima. In Luka seveda ob tem, da vse to ima, želi igrati za publiko. On je eden od tistih, ki se zaveda, da je tistih 18, 20 tisoč, 25 tisoč ali pa kolikorkoli že jih je prišlo na tekmo. Seveda ne samo, da vidijo pač koše in zmago in tako naprej, da vidijo tudi to potezo več. Saj zakaj pa je tako popularen? Zakaj je Luka zdaj daleč mogoče celo en najbolj popularnih športnikov na svetu? Zakaj kamorkoli pride vsi norijo? Zakaj je recimo v Nemčiji, v Kölnu, ko smo igrali proti Nemčiji, prišlo 12 tisoč ali pa 13 tisoč nemških navijačev, ampak več nemških navijačev je imelo na sebi dres Luke Dončića kot pa dres recimo njihovega Schröderja. In to je Luka, to je ta fenomen Luke. Dejva se zdaj še dotakniti tega zadnjega evropskega prvenstva. Spomnim se tiste zadnje tekme proti Poljski. Se mi zdi, da nisem še slišal
komentatorja, da bi šel tako, pa dejte že igrati hudiča. Ja. To je bilo težko gledati, ne da? Ja, jaz sem strašno trpel, moram povedati. Ja. Jaz sem bil, pri meni se je na tej tekmi dogajalo marsikaj. Morda sem šel celo preko roba, kot komentator lahko gre ali pa si lahko privošči. Morda. Sam ne bi nič spremenil. Zakaj? Jaz sem bil jezen, jaz sem bil strašno jezen, jaz sem bil razočaran, jaz sem bil na koncu sem bil pa strašno žalosten. Zakaj? Zato, ker smo imeli, tudi to sem rekel takrat, avtocesto odprto proti finalu, proti temu, da obranimo naslov evropskega prvaka. Ja. Da naredimo nekaj, kar je uspelo v zgodovini samo 3 reprezentancam, bivši Sovjetski zvezi, bivši Jugoslaviji in pa Španiji, ne, 2009 pa 2011, da obranimo naslov. Imeli smo izkušnjo. Srbija je izpadla proti Italiji. Nemčija oziroma Grčija je izpadla proti Nemčiji. Torej, umaknili so nam 2 glavna nasprotnika in na papirju in realno, ne, seveda za medalje na tem evropskem prvenstvu. Imeli smo 3 dni časa, da se pripravimo, 4. dan smo igrali tekmo. In zdaj to povem seveda brez, tako kot sem kot mislim. Ne. Mi smo šli na to tekmo popolnoma nepripravljeni. Nepripravljeni smo šli taktično, nepripravljeni smo šli psihično, tudi fizično, če hočeš. Mi smo dejansko, in kdo je odgovoren za to? Odgovoren je strokovni štab in selektor. Tu od tega ne more pobegniti nihče. Selektor je tisti, ki mora videti, kaj se v ekipi dogaja, kaj se je pa zgodilo. Vsi so čakali saj Luka bo tole že uredil proti tem Poljakom. Ker Poljaki dejansko so skromna ekipa. Oni ne sodijo med 4 najboljše ekipe na evropskem prvenstvu. To vsi pozabljajo, da so oni na tem evropskem prvenstvu izgubili proti Srbiji s 30 točkami razlike, da so jih Finci premagali za 30 in potem so jih v polfinalu Francozi nabili za več kot 40 točk. Ja, to nam nič ne pomaga, naredili smo res hudo napako. Ne? Tako je, naredili smo napako ogromno, ne? Vsi so krivi so tudi igralci, ampak predvsem pa seveda enostavno v športu je tako, se tudi v življenju, ampak v športu priložnost ponujena ne vrne se nobena. Ne? Mislim, take priložnosti ne bo nikoli več, ne, kot smo jo imeli tokrat. To je res, ampak misliš, da bo zdaj naša reprezentanca na naslednjih tekmovanjih, dajmo reči, da pridemo na svetovno prvenstvo, morda tudi na naslednje olimpijske in tako. Kaj pa, če smo zdaj tam toliko močnejši? Luka zdaj že na začetku sezone se mi zdi, da kaže to svoje razočaranje po evropskem prvenstvu zdaj v teh tekmah. Zdaj sem tako, ima mesto. Ja, Luka se vrača nazaj. Luka je bil najbolj razočaran. Ne? Ja. Tu moramo nekaj povedati. Luka je imel ogromno žogo v rokah. On je igral v glavnem. Ne? Ostali so spremljali. Ne? Predvsem vloga Gorana Dragića je bila premajhna, preslaba. Ne? Tu bi moral selektor seveda najti način, da bolj izkoristi Gorana, ne? Da malo spočije Luko, da ona dva v kombinaciji igrata, da se menjavata na položaju tega organizatorja igre. Vse te možnosti in kombinacije smo imeli, pa nismo seveda nič od tega naredili. Zdaj, če izhajam iz tega, da se v življenju vsi učimo, upam, da smo se na tem porazu proti Poljakom seveda vsi, oziroma da so se vsi naučili tistega, kar bi se morali, in če je temu tako, potem seveda, če se uvrstimo, in verjamem, da se bomo uvrstili na svetovno prvenstvo, potem lahko tudi od tam pričakujemo seveda dobre novice. No, ravno ta teden smo dobili igralce, ki nas bodo zdaj zastopili v tem kvalifikacijskem oknu. Ne? V petek nas čaka najprej tekma proti Izraelu in potem še proti Nemčiji. Kaj napoveduješ? Čistko. Nobenega od teh nosilcev nimamo. Ne? Ja, nimamo nobenega od nosilcev. Napovedujem 2 izjemno težke tekmi. Izjemno težke tekmi. Mi moramo vedeti, da Slovenija je seveda še vedno ekipa, ki jo nasprotniki absolutno želijo premagati. Smo bili 5 let evropski prvaki. Tudi če Dončića ni v ekipi, je to ekipa, za katero igra Dončić. Ja. Tako da seveda Izraelci bodo absolutno poskušali izkoristiti. Ena prednost je seveda pri teh ekipah, ki nimajo teh velikih zvezdnikov. Izraelci nimajo igralcev, ne, takih ekstra zvezdnikov, ki bi igrali v NBA ligi, pa v Euroligi in tako naprej, kar pomeni, da bodo igrali bolj ali manj kompletni, ne, da so uigrani in seveda dovolj dobri, da nas lahko premagajo. So lahko presenečeni. Tako, ne. Podobno bo z Nemci, ki bodo sicer tudi oslabljeni. Kar se tiče naše ekipe, tu je pa zdaj res težko karkoli napovedati. Ne. Tu je zdaj praktično 8-10 mladih igralcev, nihče ne more zdaj v tem trenutku napovedati, a bo kdo od njih eksplodiral ali ne. Ampak iz moje izkušnja je taka, ne. Tudi v tisti bivši jugoslovanski reprezentanci, pa potem v slovenski, ko nekoga ni, mora nekdo drugi izkoristiti priložnost. In če kdaj, je zdaj priložnost za te mlade igralce, da se pokažejo, dokažejo. In jaz upam, da bosta vsaj 2 ali pa 3 izskočili zdaj v tem trenutku in si bodo na ta način tudi izborili pravico in mesto, če hočeš, v reprezentanci na svetovnem prvenstvu. In večjega motiva, kot je to, pa mislim, da ga fanti enostavno ne morejo imeti.
Pa to igralci sami začutijo, da morajo zdajle pri sebi reči, ne vem, dajmo zdajle postaviti mladega Petra Vilfana v tole reprezentanco, ki se bo zdaj borila. Peter mal gleda okol, nimamo Dončiča, nimamo Dragiča in tako, bom pa jaz. Ja, si to človek, igralec sam reče, ali je strokovni štab tako mal, kaj pa če bi ti? Ta pravi igralec bo to začutil, bo sam to izkoristil. Seveda pa je to odvisno zelo od karakterja. Posameznega igralca. Ti imaš igralce, ki jih moraš nenehno spodbujati in dajati to neko moč, energijo, ker je enostavno sami pri sebi nima. Ampak nekdo, ki tega nima, potem tudi ne more dejansko biti zares vrhunski. Zato jaz vedno pravim takole, bolj ali manj je vse odvisno od igralca. Trener ga lahko pa seveda usmeri oziroma v pravem trenutku mu pač da priložnost in ga porine na igrišče. Potem je pa vse v njegovih rokah. Peter Vilfan danes torej z nami na Radiu 1. Zanima me, ker sem tudi sam vpet mičkeno to košarkarsko dogajanje na lokalnem nivoju. Koliko spremljaš te klube, ki se mi zdi, da jih je v Sloveniji ogromno in ogromno mladih imamo, ki prihajajo na površje. Eni seveda pač odnehajo, kar je normalno. Koliko to spremljaš, kaj se ti zdi, da Slovenija lahko da? Jaz zelo spremljam pravzaprav to slovensko košarko. To so nekateri celo presenečeni nad tem, koliko spremljam in koliko tudi hodim na te tekme. Namreč moj vnuk, drugi Jakob, on najbolj uživa, ko ga peljem seveda na kakšno košarkarsko tekmo. Ker seveda teh evropskih tekem in teh ni v tem času. Midva hodiva praktično na tekme in Slovenske lige in ABA lige in vseh mogočih tekmovanj. Midva sva stalna gosta recimo čez vikend, torej v soboto in nedeljo. Dogaja se, da sva na 3 tekmah, da greva v soboto v Novo mesto, da so v nedelju v Kopru, da so potem v Šenčurju, Šentjurju, Rogaški, Celju, kjerkoli se igra košarka, tam sva tudi midva. Jaz sem ponavadi celo tako, ko sem prišel na kako tako tekmo, v teh, recimo, ko se igra slovenske ekipe, sem šel na blagajno, da kupim karto, pa so ponavadi prišli tile domačini, Peter, kaj pa počneš? Nič, rekel, karto bom kupil, se sva prišla za Jakobom. Recimo, v zadnjih 2 sezonah sem od 5 klubov dobil, na dom so mi poslali kar tisto letno njihovo vstopnico, tako da spremljam. Še posebej spremljam Ilirijo v Ljubljani. Nenazadnje moj zet Vlado Ilijevski je predsednik Ilirije. V zadnjih 3 letih so naredili velike premike. Lani so imeli sjajno ekipo mladih igralcev. Nažalost je ta ekipa na nek način razpadla. Tu sem malo razočaran tudi na tem, kako so reagirali pri Cedeviti Olimpiji. Namreč je dogovor med Ilirijo in Cedevito Olimpijo. Ideja je bila in je še vedno, da bi Ilirija bila nekakšna druga ekipa Olimpije, kjer bi se kalili vsi ti najboljši mladi, predvsem slovenski igralci. Olimpija bi jih imela ves čas pod nadzorom, dogaja se vse skupaj v Ljubljani, tako kot imajo nekatere druge ekipe. Recimo Crvena zvezda ima FMP, Budućnost ima Studentski centar in tako naprej. In seveda potem imaš ti eno veliko količino teh mladih igralcev pod nadzorom. Tako da jaz jih spremljam redno, hodim tudi na treninge. Lani sem prav užival, ko so ti mladci igrali na treningih. Imamo veliko mladih igralcev, samo priložnosti mi je potrebno dati. Priložnosti prave, to pa nažalost moram reči, pa v Sloveniji ne dobijo. Dajva pogledati, kateri mladi slovenski igralec je v Cedeviti Olimpiji v zadnjih 4 letih, 5 dobil priložnost. Ga praktično ni. Skoraj da ga ni. Žal ga ni, pa imamo odlične igralce, nekateri med njimi so celo na spisku reprezentance, pa očitno za nekoga niso dovolj zanimivi. Mislim, to je problem. Nam najboljši mladi fanti odhajajo v tujino. Zdaj seveda želijo iti po stopinjah Luke Dončiča. Veliko jih gre v Španijo, grejo v Srbijo, grejo tam, grejo naokoli. Ampak grejo tudi zato, ker mi nič ne naredimo, da bi jih tu zadržali. Tudi če kakšnega zadržimo, ta ne dobi priložnost in to je potem samo dokaz za ostale, da se ne splača čakati, da je boljše iti že pri 14, 15 ali pa 16 v tujino. Ja, res je. Še zmeraj, toliko enih klubov, ampak nekaj bo treba seveda tudi tukaj narediti. Tole jutro sva govorila res ogromno o košarki, to je tvoje področje, kjer ga seveda obvladaš. Kaj pa bi Peter Vilfan počel, če šport sploh ne bi obstajal? Ne vem. Kaj te je recimo vleklo kot otroka? Jaz sem kot otrok v bistvu v osnovni šoli, ena mojih tistih želja v osnovni šoli je bila, da bi študiral jezike.
Jaz danes govorim, pa sem govoril nemško od malega, zato ker v Mariboru bolj ali manj so takrat, ne bom rekel vsi, ampak veliko ljudi je govorilo nemško. Moja mama je govorila nemško, velikokrat se je s svojimi prijateljicami, ko sem jaz bil star 7-8 let, pogovarjala nemško, da jaz ne bi razumel, kaj se pogovarjajo. Jaz sem pa tam sedel v kotu, pa sem vse vedel, kaj govorijo. Jaz sem angleško govoril že v 5. razredu osnovne šole tekoče in to mi je bila neka velika želja, ne, da bi šel. Imel sem, rekel bom kar takole, nek talent za to, no, za jezike. Ne. Tudi italijansko veliko razumem, mislim, da bi se v zelo kratkem času lahko tudi tekoče naučil govoriti in tako naprej. Ampak potem je prišla košarka, ne, in košarka je prevladala nad vsem ostalim. Je šlo. Ne. Kjerga športa pa ne spremljaš, da ti ni, da bi ga gledal. Če se samo navežem na kolego komentatorja Miha Mišiča, sem se ravno tako z njim pogovarjal, on vemo komentira košarko ravno tako, pa skoke in vse sem ga rekel, kaj pa ne spremljaš, je rekel, fuzbala ne bi niti komentiral. Kaj pa Peter Vilfan? Ne, jaz nimam športa, ki ga ne spremljam. Curling, tudi? Tudi curling sem gledal. Na olimpijskih igrah ravno sem se ujel na zimskih olimpijskih igrah, mi je žena rekla, kaj pa ti gledaš tule že 1 uro za neko curling, je rekla. Ti curling je draž zelo zabavno. Kaj te zanima? Ja, rekel, zanimivo je, no, dogaja se, ne, s tistimi metlami tam pa skačejo, pa gor, pa dol, pa zadevajo. Ne, nekaj sem se naučil v življenju, ne. Na začetku je bila zame samo košarka, vse drugo je bilo brez veze, potem pa seveda odraščaš, pa postaneš bolj zrel in tako naprej in vidiš, da seveda treba je spoštovati vsakega, ki se ukvarja s športom. Vsak šport je težak. Jaz sem bil celo na balinanju, enkrat sem gledal in ko sem videl tisto balinanje izbijanje, ko tečejo v krog, ne, in v šprintu vzame tisto kuglo in jo vrže 10 metrov in zadene tisto kuglo. In takole, ne vem, 10 krogov so neko vsaka čast. Ne. To je, jaz sem hodil na rokomet, pa sem gledal rokomet. Bom povedal primer, ne, kako se gleda na to. Jaz sem hodil na rokomet, ko je še Slovan igral, ko je takrat igral tudi v Evropski ligi, ko so bili v finalu in tako naprej. Pa sem hodil v Celje, ko so igrali zdaj v novejšem času. Okay. Ne. In potem so me eni prijatelji enkrat v Hali Tivoli vprašali, ti, ki so me videli na televiziji, ne, a ti hodiš na rokomet, pa navijaš, tam sem rekel, ja, kaj pa je narobe? Pa čakaj, je rekel, to je konkurenca košarke, a veš, pa ja, ne moreš, pa dajte, rekel, bodite pametni. Ne, vse spremljam, gledam nogomet. Včeraj sem recimo gledal kombinirano nogomet, Paris Saint-Germain, sem gledal Juventus in gledal sem košarko od Cedevita in v Benetkah. Sreči imam za nazaj, ne, za mik in potem greš tja, gledaš, preskočim na košarko, vrnem za 10 minut, pogledam 10 minut in takole. Ne. Tako da, ja, ne bi si drzno reči, da katerega športa ne maram. Šport. Peter, sicer si danes že omenil, da košarke ne igraš več, ne? Da tudi zaradi menjave kovkov in tako naprej. Kaj pa praviš, da bi vseeno probal vrst v en koš? V en koš, a za smeti ali v košarkarski koš? V en plastičen koš, ki ga imamo tam, le na enki, ponovadi Denis Avdić šov, zjutraj, ki končajo, mečejo tele naše gobice, ki jih menamo in se zmeri postavijo tja in takole probajo zadeti. In me zanima, ne kar stan z tvojega položaja, evo. Aha. Mojega položaja. Vse 3 ti dam in zdaj le bomo probali, če boš zadev ti prazen koš, kjer piše umazane gobice. Pa da vidimo. Petra Vilfala, kako bo? Zadev je na čista, ajde. Zelo blizu drugač, ves čas. Ni šlo v umazane, 2 si pa pustil tamle gor, imaš feeling, to lahko rečem. Kar sem gledal svoje sodelavce, eni tudi do tja ne vržejo, tako da vsa čast. Peter, ki smo se bidva pogovarjala tudi že prejšnje dni po telefonu, ko sem te spraševal, če lahko prideš sem in to, si takoj rekel, ja, če takrat lahko, danes sem pri vnukih, takoj sem dobil občutek samo po glasu, pa moram povedati, da se prav se ne poznava, da danes se prvič vidiva, sem dobil ta občutek, da družina ti pa dosti pomeni, sploh vnuki. Ja. Ena stvar je pri meni seveda vedno je bila in bo ob košarki na prvem mestu, ne. Vsi delita prvo mesto, to je družina, to je moja žena, mimo grede drugo leto, od leta 2023 bo 45 let, odkar sva poročena. Wow. Midva sva se poročila kot najstnika, ne, in sva še vedno skupaj, ne. Še vedno sva rada skupaj, ne. Včasih so ljudje presenečeni, midva greva še vedno sama, recimo, če se le da, ne. V zadnjem času, v zadnjih letih težko, ker je vedno zraven vsaj en od obeh vnukov ponavadi, ampak midva še vedno lahko greva sama, kamorkoli in še vedno sva zadovoljna, še vedno sva si dovolj drug drugemu in to je, mislim, da je za nekega športnika in za športno kariero tudi zelo pomembno
ta del, da je to življenje urejeno. Tukaj pa moram vprašati, kaj pa je pol recept? 45 let. Recept je prvič moraš nekoga imeti rad, medsebojno spoštovanje in pa, ne vem, priznavanje, ne? Da brez njega enostavno ne bi bilo vse tako, kot je. Wow. Kar se pa tiče mojih vnučkov, tole bom povedal takole, vnučka, zdaj sta stara že 14 in 16 let, ona dva sta posebna otroka, v smislu oba sta avtista, oba sta otroka, ki bosta celo življenje potrebovala pomoč. Težko bosta samostojno šla skozi v tem svojem življenju in to se zdaj pri nas dogaja že praktično 14-15 let, to nas je še dodatno povezalo. Ker človek ugotovi, da je družina je seveda tista, na katero se vedno lahko zaneseš. Ne? Živimo v svetu, ki je postal takšen, da te je včasih kar strah, no. Iti na ulico, iti med ljudi, ker nikoli ne veš, kaj lahko doživiš, kaj lahko pričakuješ, kaj te lahko doleti. In seveda mi za to skrbimo, za to bomo vedno skrbeli. In tudi tu je povezana ta zgodba z mojim vnukom Jakobom, ko sva seveda na tekmah. Jaz bom danes seveda nedelja, je seveda spet zvečer z njim na tekmi. Ne. Tradicija že malo, ne? Ma ja, to je že tradicija, se pravi, če naju ni na kakšni tekmi, so že vsi presenečeni, me potem takoj naslednji dan ali pa čez 2 dni sprašujejo, ja, kje si pa bil ti takrat, kje sta bila pravzaprav z Jakobom. Ne? Kako pa te kličeta? Dedi? Dedi. Lepo. Peter, preden bova zaključila. Vsako nedeljo seveda tukaj bom gostil gosta, tako kot sem danes tebe. In zdaj te bom prosil, da postaviš eno vprašanje za mojega naslednjega gosta. Seveda ne veš, kdo bo. Postavi, kar ti pade na pamet. Če sva ves čas govorila o košarki, tako, odlično. No, pa dajmo ga vprašati, kdaj je, če je zadnjič vrgel na koš, pa če morda ima kakšno idejo, koliko je težka košarkarska žoga. Odlično. Peter Vilfan danes torej je bil z nami na Radiu 1 in preden res še zaključiva še 2 stvarci. Ker smo na Radiu 1, glasba. Kako je pa pri tebi z glasbo? Kjer komad bi izbral, če bi ga mogel do konca življenja poslušati? Samo še tega. Kaj izbereš? Magnifico je bratranec od moje žene. Moj tast in njegova mama sta brat in sestra. Ne? Magnifico ima eno pesem, ki se zelo redko vrti in ta pesem je naslov je Gospod, težko sem ponižen. Včasih imam občutek, da me opisuje na nek način. Zelo lep izbor, moram priznati. In zdaj je pa, Peter, res še tisto zadnje vprašanje, ki je spet za vsakega gosta pa polnoma isto. Kako izgleda tvoj popoln dan? Moj popoln dan, pravzaprav, moj popoln dan je dan, ko se zjutraj zbudim in sem do 12 zvečer aktiven. Ko nimam niti 10 minut pravega časa za odmor ali pa počitek, ko se nenehno nekaj dogaja in ko se bo nehalo dogajati v mojem življenju, ja, pa se bo tudi moje življenje dejansko končalo. Odlično. Peter Vilfan, hvala lepa, da si bil naš gost tukaj na Radiu 1, da si prišel na kavico. Jaz kar želim, se navežem na začetek, ker sem rekel, da mladi te, vsaj moja generacija zelo radi poslušamo. Jaz upam, da te bomo še na ogromno prvenstvih in ogromno košarkah slišali, ker daš neko svojo noto tisti tekmi. Hvala za te čudovite besede, na koncu hvala seveda tudi za povabilo in priložnost, da sva seveda lahko takole res prijetno klepetala. Hvala tudi vam, poslušalci in gledalci, ponovem, da ste tole lahko spremljali. Vse tiste prejšnje in nadaljne goste boste seveda našli na Radio 1 YouTube kanalu in seveda slišimo se tudi naslednjo nedeljo z novim gostom. Hvala lepa. Kava s Červekom. DeLonghi, perfetto, od zrna do skodelice.